Prisrčno pozdravljeni. Moje ime je Andreja Valičič, sem direktorica Študijskega centra za narodno spravo, ki v današnjem, bom rekla, precej ponovnem januarskem delu prireja predstavitev knjige o pohorski aferi, precej ponovni zgodbi, tako kot današnje popoldne, ki nam jo bosta predstavila dr. Marjan Linasi in pa dr. Mateja Čoh. Želela bi se zahvaliti slovenski vojski, gospodu Tomažu Hladniku, gospodu Bojanu Pograjcu in pa dr. Darku Frišu, ki iz zgodovinskega društva dr. Franceta Kovačiča iz Maribora, ki so nas prijazno sprejeli tukaj na Štajerskem. Dejansko prinašamo sem v Maribor štajersko zgodbo, ki pa je tudi slovenska zgodba in si zasluži osvetlitev. Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji današnjega dogodka. Zamišljen je tako, da najprej dr. Čohova in dr. Linasi nekaj povesta o knjigi. Avtor se je žal iz opravičenih razlogov pač opravičil, ga ne bo na današnjem dogodku. To je mladi avtor Jurij Štesal, ki je leta 2006 diplomiral tukaj v Mariboru na takratni pedagoški oziroma danes filozofski fakulteti pod mentorstvom dr. Jere Vodušek Starič in Študijski center za narodno spravo ima v svojih nalogah zapisano tudi zbiranje diplomskih in magistrskih in doktorskih nalog, ki se ukvarjajo s tematiko naše totalitarne zgodovine. Mi se ukvarjamo s totalitarizmi, ki smo jih preživeli na slovenskem, fašizmom, nacizmom in komunizmom, no in to je ena izmed zgodb. Izvolite. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. Jaz upam, da me slišite. Okay. Skratka, danes torej predstavljamo knjigo mladega zgodovinarja Jurija Štesla z naslovom Pohorska afera. Avtor pohorsko afero definira kot dogajanje na Štajerskem, na Koroškem, vse do Zasavja in sicer od jeseni 1943 do pomladi 1944. Gre predvsem, skratka, v ospredje postavi neupravičene likvidacije domnevnih nasprotnikov odporniškega gibanja. V knjigi opiše ozadje, vzroke, potek in pa posledice pohorske afere. Pri tem govori o vlogi Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije ter njemu podrejenih političnih forumov, predvsem Pokrajinskega komiteja Komunistične partije za Severno Slovenijo in pa vojaških enot, predvsem partizanskih enot 4. operativne cone. Govori tudi o odgovornosti oziroma o vlogi varnostno-obveščevalne službe, ki je bila v bistvu tista, ki jo je seveda organizirala Komunistična partija Slovenije in je izvedla največ likvidacij. Prav tako predstavi vlogo tedaj pomembnih političnih in vojaških voditeljev in njim nasproti postavi v bistvu poimenski seznam 52 žrtev, torej tistih, ki so bili pač pobiti v tem od jeseni 1943 do pomladi 1944 in jih je uspel identificirati na podlagi obsežnega arhivskega gradiva, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani in pa Arhiv Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru. Danes bo knjigo predstavil dr. Marjan Linasi, kustos Koroškega pokrajinskega muzeja, med letoma 1986 in 1999 tudi direktor tega muzeja. Je avtor več knjig, več razstav, razstavnih katalogov, trenutno pa je pred izidom njegova doktorska dizertacija, dopolnjena in v razširjeni obliki, z naslovom Protinacistični odpor na Južnem Koroškem 1942-1945 in bo v kratkem išla pri Celovški Mohorjevi družbi. Prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Ne bi se posebej predstavljal, ker me je že gospa Mateja Čoh dovolj predstavila.
Rečeno mi je bilo pol ure maksimalno, pa sem se skušal tega tudi držati, ampak tudi ni šlo tako da najbrž bo trajalo malo več, pač pa, da mi ne bi zamerili, če bom kakšne stvari izpustil. Sej enostavno knjiga je tako, rekel, dovolj obsežna, da enostavno ni mogoče vsega povedati v kratke pol urce, pa boste potem lahko na koncu imeli možnost tudi kaj vprašati. Seveda je pa najbolje bi bilo, če bi to mojo nalogo upravil avtor sam, ker avtor najbolje ve, kako in kaj. No, jaz sem se seveda potrudil, sem bil recenzent te knjige, sem jo še zdaj enkrat skrbno prebral skozi in skozi, ampak še vedno to ni isto, kot pa če bi snov podal avtor sam. No, pa vseeno se bom skušal nekako potruditi. Torej, danes vam bomo predstavili izjemno zanimivo knjigo o mračnih, tragičnih in izjemno zapletenih dogajanjih v zimi 1943-44 na Štajerskem, ki so imeli svoje središče na Pohorju in se jih je zato prijelo ime Pohorska afera. Šlo je torej za ekscesna dejanja partizanov, podobno kot na območju Ljubljanske pokrajine spomladi in poleti 1942, pa tudi drugje v drugih obdobjih, ki pa so se zlasti od prvih razlikovala potem, da so bile tamkajšnje žrtve, vsaj pogojno povedano, večinoma nasprotniki osvobodilnega gibanja, čeprav je tudi tam prihajalo do lažnih sumničenj lastnih ljudi, ampak vsaj pogojno rečeno je tam šlo za, bi rekel, nasprotnike osvobodilnega gibanja. V tem primeru Pohorske afere pa je šlo predvsem za povsem nedolžne pripadnike osvobodilnega gibanja samega, ki so jih sumili, da so vrinjenci in da je njihov cilj sovražni prevzem partizanskih enot in organizacije osvobodilne fronte na terenu z strani osvobodilni fronti konkurenčne plave garde, kot so jo poimenovali. Osumljence tako na terenu, kot zlasti v drugem koroškem bataljonu in pohorskem odredu, oziroma pozneje v Zidanškovi brigadi, ki je imenovana tudi Pohorska, uradno 11. snop Miloša Zidanška, ampak ime, ki se je najbolj prijelo, je pa Pohorska brigada. So aretirali in jih z mučenjem in sugeriranjem izjav prisilili, da so celo priznali svojo vlogo in svoje namene, na kar so jih seveda likvidirali. Takih primerov je avtor poimensko naštel 52. Geslo v 16. dodatnem zvezku Enciklopedije Slovenije jih navaja 25. Dopušča pa avtor tudi možnost, da jih je bilo celo do 80, pri čemer je upoštevano samo območje partizanske 4. operativne cone, ne pa tudi podobno dogajanje skoraj v istem času na Gorenskem, ki ga avtor v knjigi prav tako na kratko oriše, kot tudi vzroke, ki so bili podobni kot v primeru Pohorske afere. Teh dogajanj se je lotil v svoji diplomski nalogi, kot smo slišali, mladi zgodovinar, diplomant Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Jurij Štesl, po rodu Prekmurec, ki sicer živi daleč od krajev dogajanja in je to dejstvo poleg njegove mladosti tudi velika prednost, saj se je teme lahko lotil povsem neobremenjeno. Tema bi lahko bila glede na svojo zahtevnost vsaj magistersko delo, po moji oceni. In jo je tudi obdelal na nivoju magisterija, pač seveda po moji oceni. Čeprav jo je vzel za diplomsko nalogo. Menim, da si za svoj pogum in prizadevnost zaslužil vse občudovanje in čestitke. Škoda, da ga ni tukaj. Sem pa torej izrazil čestitke in vse ostalo tudi po radiju oziroma po Murskem valu. V svoji dosedanji praksi sem se srečeval z študenti, ki pripravljajo diplomska dela. Na hitro bi jih lahko razdelil v dve skupini, in sicer na tiste, ki jim je cilj le čim prej diplomirati, kar se že vidi po temi, ki si jo izberejo, ali pa niti nimajo ideje, kaj bi si izbrali. In na tiste, ki natančno vedo, kaj hočejo, ki imajo zdrave strokovne ambicije,
veselje do stroke, zlasti do raziskovalnega dela, so samoiniciativni, radovedni, raziskovalni nemiri jih povsem prevzame in jim ni treba veliko govoriti in jih usmerjati. Delo z njimi je užitek. Med take bi brez velikega razmišljanja lahko uvrstil avtorja omenjene knjige, ki jo nocoj predstavljamo. Temu je obdelal zelo izčrpno in bi bilo težko karkoli pomembnega dodati. O izjemni izčrpnosti dela priča tudi zelo obsežen seznam virov in literature, tudi tuje, na koncu knjige. No, jaz bom skušal predstaviti tako po delih knjigo. Poleg uvoda in zaključka je avtor snov razdelil na 4 zelo smiselna poglavja, v katerih je v prvem načel vprašanje revolucionarnih ciljev Komunistične partije Slovenije, v drugem je orisal razmere na Štajerskem v letih 41-45, v tretjem je spregovoril o koreninah pohorske afere, v najobsežnejšem 4. poglavju pa, oziroma razdelku pa, izčrpno obdelal pohorsko afero samo. Osnovna teza, ki jo je postavil v prvem poglavju in ki preveva vse delo, saj jo skozi vse delo na osnovi dejstev lepo dokaže, je, da dogodki povezani s pohorsko afero niso bili posledica ekscesnih dejanj posameznikov, ampak posledica sistemskega delovanja komunističnega gibanja. To pa je nekaj čisto drugega, kot so zvenele interpretacije takih in podobnih dogodkov, ki smo jih v prejšnjem sistemu poslušali iz ust govornikov na proslavah, nekdanjih partijskih funkcionarjev in takratnih politikov, kadar se jim je pač zdelo potrebno o tem karkoli spregovoriti. Tudi posledice pohorske afere, kaznovanje glavnih akterjev, potem ko so ugotovili zmotnost presoje, so bile, kot ugotavlja avtor, čisto drugačne, kot pa bi bili radi to prikazovali omenjeni govorci in politiki v prejšnjem sistemu. Spomnil sem se na primer Franca Šetinca, ki je enkrat na neki proslavi govoril o tem, tudi o narodni spravi, češa, da pač nekateri pravijo, kar zbogajmo vse, saj so se svinjarije dogajale na obeh straneh. Ampak pravi pozabljajo pa pri tem, da v našem primeru je šlo le za drobna dejanja, ki so jim ostro sodila partizanska sodišča. Na drugi strani je šlo pa za načrtno morijo in tako naprej. Tako je pač on to, in se dobro spomnim, to interpretiral. Kot bomo videli pozneje, so partizanska sodišča sodila ostro samo navadnim borcem, ne pa funkcionarjem, krivcem številnih nedolžnih žrtev. Pohorska afera tudi ni bila gestapovska provokacija, torej ni bila gestapovska provokacija, ki bi bili štajerski aktivisti nasedli, kot so bili slednji prepričani že med vojno. Se je podobno ugotovila tudi preiskava Udbe iz leta 1951, zaključena z 15 strani dolgo ekspertizo. So pa na njo deloma le vplivale tudi splošne razmere na Štajerskem pod nacistično okupacijo, za katere avtor povsem pravilno ugotavlja, da nikakor niso bile take, da bi omogočale objektivno presojo. Kot dokaz za to trditev navede obsežno delo Narodno-osvobodilna vojna na Slovenskem iz leta 1976 do polnjeno 1977, kjer avtorji, ki so veljali takrat za največje avtoritete na področju pisanja zgodovina NOB, še vedno govorijo o vrinjencih bele in plave garde. Res pa je, da zgodbe z vrinjenci niso popolnoma brez osnove. Ne smemo namreč biti preveč naivni. Vsaka vojskujoča se stran v vojni skuša čim več zvedeti o nasprotniku in ga tudi naznotraj razkrajati, pri čemer skuša vriniti svoje ljudi v nasprotnikove vrste. Na simpoziju v Brežicah pred leti, ki je bil namenjen junijski vojni, je bilo lepo povedano, da je imela naša stran tudi svoje ljudi v jugoslovanski armadi, ki so preusmerjali kolone in tako naprej. Ker pa so osvobodilno gibanje v okviru osvobodilne fronte vodili komunisti, ki so bili pred vojno le majhna v strogi ilegali delujoča sekta, so velik del vzorcev vedenja iz svojega ilegalnega delovanja prenesli tudi v celotno osvobodilno gibanje. Pohorska afera je ravno eden takih primerov. Da lahko razumemo pohorsko afero, se je potrebno najprej nekoliko poglobiti v miselni svet komunistov tiste dobe. Avtor pravilno ugotavlja, da so komunisti, čeprav so prisegali na materialni svet, bolj spominjali na vernike. Njihova ideologija jim je bila predstavljena na zelo preprost način, v obliki poenostavljenih dogem, ki pa so jim bile prikazane kot znanstvene resnice. Tako so bili prepričani, da je njihovo prizadevanje za novo družbo odraz znanstveno utemeljenih zakonitosti človeške družbe, ki po naravni poti vodijo v bolj pravično družbo.
Prepričanje, da sodelujejo pri največjem projektu človeštva v boju za boljšo in pravičnejšo družbo, jih je povsem prevzelo. Dejstvo je, da je bil cilj vseh komunističnih partij prevzem oblasti po nasilni poti z revolucijo in tudi Komunistična partija Jugoslavije oziroma Komunistična partija Slovenije pri tem ni bila nobena izjema. Potem, ko je Kominterna sprejela drugačno usmeritev, torej da še ni čas za revolucijo, kot je bilo prepričano novo partijsko vodstvo pod Titom, je tudi to vodstvo sprejelo na 5. državni konferenci oktobra 1940 novo usmeritev, katere bistvo je bila priprava na prihodno revolucijo. V tem smislu so začeli organizirati tudi vojno-revolucionarne komiteje pri partijskih komitejih, vse po vzoru oktobrske revolucije. Ob napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo se jim je ponudila priložnost za izvedbo revolucije, vendar so po več depešah Kominterne in po Stalinovem govoru 3. julija 1941, ko je od komunistov zahteval domovinsko vojno in ustanovitev široke protifašistične koalicije, tudi tokrat opustili to misel. In tako so komunisti ves osvobodilni boj, ki je sledil, razumeli kot eno samo pripravo na revolucijo, ki so jo potem izvedli ob koncu vojne. Tudi partizanske enote je partija, čeprav je osvobodilni boj kot tak organizirala na široki antifašistični osnovi z ustanovitvijo osvobodilne fronte, imela v prvi vrsti za svoj organ za izvedbo revolucije, zato je zlasti v začetni fazi pazila, da so bile organizirane na ozki razredni osnovi in tu imamo že prve razloge za čiščenje enot od nezaželjenih elementov. Da bi nalogo čiščenja čim bolje izvajala, je brez vednosti vodstva osvobodilne fronte že 15. avgusta 1941 ustanovila svojo varnostno-obveščevalno službo, VOS, ki je to ime dobila šele maja 1942. Prej so jo najraje imenovali Slovenska čeka, naša GPU, kot je Kardelj pisal Titu. Vse to seveda po sovjetskem vzoru, kajti revolucijo so videli le kot natančno preslikavo ruske oktobrske revolucije. VOS so organizirali po teritorijalnem načelu, pa tudi v partizanskih enotah. Ne samo organizacijo, tudi metode dela so povsem prevzeli od sovjetskih varnostnih služb. Tudi načine zasliševanja, tako imenovana Ježova metoda ali poljska linija zasliševanja, kjer je bil osumljenec že spoznan za krivega in si je moral sam spisati obtožnico, kar pomeni, da so ga z mučenji in sugestijami prisilili, da je priznal natančno tisto, kar so zasliševalci od njega zahtevali. Konstrukte, torej, ki so jih nosili v svojih glavah, vendar je bilo nekomu pač v interesu, da je dobil priznanje od njih in jih na to seveda likvidiral. A tudi priznanje ni bilo vedno pogoj za obsodbo. Torej so obsodili na smrt marsikoga, ki niti ni priznal krivde. Niti po mučenju ne. Točno tako se je dogajalo tudi v pohorski aferi. Poleg posebne varnostno-obveščevalne službe pa so varnostni sistem tvorili vsi člani partije, od katerih je vodstvo nenehno zahtevalo budnost in konspiracijo in s tem povzročalo ozračje nezaupanja in sumničenja. V komunističnem gibanju ni bilo navade, da bi navadni komunisti o ocenah višjih organov dvomili ali jim celo oporekali. Vsi pripadniki varnostne službe pa so bili preverjeni komunisti, zato tudi v primeru pohorske afere niso dvomili o ocenah najvišjega partijskega vodstva. Uporaba rdečega terorja je bila po pojmovanju komunistov in v skladu z znanstvenim materializmom sestavni del revolucije in najbolj zagreti komunisti so naravnost čakali na tako postopanje. Na obračun z nasprotniki revolucije so jih najvišji voditelji v svojih člankih in na številnih predavanjih sistematično pripravljali. Na enak način so jih teoretično pripravljali tudi na prepoznavanje nasprotnikov v lastnih vrstah. Tako so izdelali tudi shemo osnovnih značilnosti vohunov, med katere je spadalo tudi neoporečno vedenje, celo discipliniranost in celo hrabrost v bojih. Poleg tega tudi radovednost in godrnjanje, kar pa je lahko vodilo v drugo skrajnost, da so lahko osumili tako rekoč vsakega partizana, ki je imel kakršnekoli pripombe. Skratka, partija se je vse skozi pripravljala na revolucijo, vendar je te priprave skrivala zaradi politične linije, ki je temeljila na narodno-osvobodilnem boju in je za čas vojne predvidevala predvsem izgon okupatorja. Le v določenih obdobjih, ko se je zdelo, da se bliža konec vojne, ali na določenih območjih, kjer so za določen čas prevladali preveč zagreti komunisti, ki niso mogli skriti svojih revolucionarnih ambicij, je revolucionarna linija prišla do izraza, kar so imenovali levi odklon ali sektašenje. Vodstvo osvobodilnega gibanja, v katerem je prevladovala partija, se je proti takim pojavom borilo,
vendar ne zaradi kakšne svoje izjemne pravičnosti, ampak le zato, ker se je zavedalo, da mu lahko taki pojavi pokvarijo generalni načrt predviden za čas po vojni. Včasih pa je take pojave samo spodbujalo, vendar potem, ko so se pokazale negativne posledice, je z dokaj milimi kaznimi kaznovalo tiste, ki so se preveč izpostavili. Tako je bilo pri dogodkih na območju Ljubljanske pokrajine spomladi in poleti 42, torej v času prvega osvobojenega ozemlja pred veliko italijansko ofenzivo, podobno tudi v pohorski aferi, tudi tam na Dolenjskem so razčiščevali te zadeve, ampak so potem določene ljudi le prestavili v drugo enoto, na drugo območje, mogoče čisto na enak položaj ali pa še celo na boljši. In tudi v tej pohorski aferi je bilo čisto podobno. V nadaljevanju govori avtor o razmerah na Štajerskem v letih 41-45, posebej o nacistični okupaciji in odporu, kar je vsekakor pravilno, saj je tudi to ključ za razumevanje strahu pred vrinjenci. Nemški okupator je namreč imel najmočnejše imperialistične težnje ravno v primeru Štajerske in Mežiške doline, saj jo je štel za območji, do katerih ima vso zgodovinsko pravico, ker sta bili po prvi svetovni vojni odtrgani od svojih matičnih dežel in vključeni v nov nastalo jugoslovansko državo. Njuno okupacijo je leta pred vojno sistematično pripravljal tudi s pomočjo kvazi znanstvenikov. Vse to je sicer na Slovenskem že dolgo znano, zlasti po zaslugi prizadevanja doktorja Toneta Ferenca, pa tudi doktorja Milana Ževerta. Obe območji je nemški okupator nameraval v najkrajšem času 5 let radikalno ponemčiti in sicer z izgonom tretjine prebivalstva, z naselitvijo nemškega prebivalstva in z radikalnim ponemčenjem preostalega slovenskega prebivalstva. Zaradi teženj po priključitvi ni nikoli predvideval sodelovanje vrhnega sloja slovenskega prebivalstva pri oblasti, ampak je hotel vrhnji sloj slovenstva uničiti in vzpostaviti svojega. Pri izvajanju svoje oblasti se je opiral na tajno državno policijo Gestapo, na vsak pojav odpora je reagiral z radikalnimi ukrepi, pogosti so bili vdori Gestapa v odporniško mrežo Osvobodilne fronte na terenu, posledice so bile strahotne, streljanje talcev je v letu 42 doseglo svoj višek. Gestapo se je pri svoji dejavnosti posluževal raztrgancev in vrinjencev. Skupin raztrgancev, kot pravilno ugotavlja avtor, ne smemo zamenjevati z protirevolucionarnimi silami. Prav tako tudi ne enot Wehrmannschafta, ki jih je organiziral nemški okupator v skladu s svojimi načrti in na povsem drugi idejni osnovi, kot so bile domobranske enote na Dolenjskem in Notranjskem. Zaradi narave okupacijskega sistema in okupatorjevih načrtov tu ni bilo nobenega manevrskega prostora za kakršnokoli drugo opcijo, ki bi se bila naslanjala na okupatorja. Pojavilo pa se je tudi četniško gibanje Jožeta Melaheja Zmagoslava, kar je med drugim prispevalo tudi k pohorski aferi. Prebivalstvo tot do jeseni 44 marsikje ni ločilo med partizani in četniki. Lahko rečem, da tudi na Koroškem je bilo podobno. Velike provale, kot so jih imenovali, pa so bile tudi posledice dezertiranja partizanov iz enot zaradi neurejenih razmer, tudi iz enote, ki je po avgustu 1943 ostala na Pohorju, majhna terenska četa 20 partizanov, podobno tudi na Koroškem oziroma na vzhodnem Koroškem. Vse druge enote pa so morale oditi na Dolenjsko. Tako je bil strah partizanskih vodstev pred vrinjenci do neke mere celo utemeljen. Okupacijski sistem, kakršnega je vzpostavil nemški okupator na Štajerskem in Mežiški dolini, je povzročal odpor prebivalstva, ki ga je tudi tu že zgodaj v letu 1941 še pred napadom Nemčije na Sovjetsko zvezo organizirala komunistična partija in tudi do nekaterih akcij je prišlo že prej. Zaradi radikalnih okupatorjevih ukrepov proti vsakršnemu pojavu odpora, pa tudi zaradi dejstva, kot ugotavlja avtor, da se je vodstvo odpora zaradi oboroženih protirevolucionarnih sil v Ljubljanski pokrajini bolj posvečalo njej, nekoliko pa zanemarjalo obrobne pokrajine, se je odpor tu razvijal počasneje in s težavo. Pa vendar je vodstvo mislilo tudi na Štajersko. Se je že po leti 42 poslalo sem drugo grupo odredov, na začetku leta 44 pa 14. divizijo, kar mnogi štejejo kot prelomni dogodek, čeprav je divizija prišla v času vzpona osvobodilnega gibanja. Res pa je po njenem prihodu prišlo do pravega razmaha vstaje in tudi
mobilizacijo partizanske enote je odtlej premagala mobilizacijo v nemško vojsko. V partizane so se vključili tudi mnogi dopustniki iz nemške vojske. Avtor ugotavlja, da je bil sestav tukajšnjih partizanskih enot v letu 1942 in pozneje veliko manj razredno obarvan kot v letu 1941, kar pripisuje spremembi linije komunistične partije, ki je postala veliko bolj defenzivna. V tretjem razdelku se avtor ukvarja z koreninami pohorske afere. Razloži nam pojav plave garde in njeno razliko od pojma bele garde. Oba pojma sta seveda ideološka. Prvi izvira iz času državljanske vojne po oktobrski revoluciji. Z njim so označevali pripadnike vaških straž na Dolenjskem in Notranjskem v času italijanske okupacije. Z drugim izrazom pa je komunistična partija začela označevati četnike ali jugoslovansko vojsko v domovini. Plava garda je bila za komunistično partijo po kapitulaciji Italije vse bolj nevarna, kajti bela garda se je, kot je partijsko vodstvo pač sklepalo z sodelovanjem z italijanskim okupatorjem, preveč diskreditirala. Medtem ko četnikom, ki so bili vsekakor precej bolj malo številni, ni bilo mogoče očitati sodelovanja z okupatorjem, poleg tega so bili v tem času od zaveznikov priznana vojska, medtem ko partizani to takrat še niso bili. Po padcu fašizma v Italiji je vse bolj postajalo aktualno tudi izkrcanje zahodnih zaveznikov v Istri in Dalmaciji in tako partizani kot četniki so se pripravljali na to, da bi se pred zavezniki pokazali kot legitimni predstavnik slovenskega naroda. Ni čudno torej, da je komunistična partija videla v četnikih veliko bolj nevarnega nasprotnika kot v Slovenski narodni vojski, v katero so se preveljevile vaške straže, in od tod tolikšna radikalnost pri obračunu z njimi po kapitulaciji Italije. V okviru boja proti belo-plavi gardi, kot jo je pogosto označeval včasih tudi s pridevkom gestapovska, je Centralni komitej Komunistične partije Slovenije ponovno začel s poudarjanjem budnosti pred vrinjenci v partizanski vojski in terenskih organizacijah, s tem pa povzročal paranojo, kar je lahko hitro vodilo v številne neupravičene likvidacije. Obenem se je v Centralnem komiteju utrdilo prepričanje, da se bo protirevolucionarni tabor po porazu v Ljubljanski pokrajini skušal pod nazivom Plava garda razširiti tudi v druge slovenske pokrajine, kar je bila seveda napačna ocena. Zlasti kar zadeva Štajersko in Mežiško dolino, saj so tam tukaj vladale povsem drugačne razmere kot v Ljubljanski pokrajini, česar pa se je Centralni komitej premalo zavedal. Da bi preprečili širjenje Plave garde, so poklicali na posvet načelnike pokrajinskih komisij VOS, na Centralno komisijo VOS na Dolenjsko, kjer so jih temeljito poučili o vseh namenih Plave garde in jim dali navodila, kako ukrepati. Ta navodila so imela skupaj z pisnimi navodili, ki so jih naknadno pošiljali, usodne posledice, kar se je poleg Štajerske pokazalo zlasti na Gorenjskem, kjer je Centralna komisija VOS z pismom na pokrajinsko komisijo VOS 15. novembra 1943 slednjo opozorila na veliko število vrinjencev, ki da so se vrinili v organizacijo Osvobodilne fronte in v partizanske enote, krivdo za to pa pripisali pokrajinski komisiji VOS in ji naročili, naj izvede temeljito čistko. S tem pismom so povzročili pravo paranojo v vrstah pokrajinske komisije VOS in začelo se je mrzlično iskanje vrinjencev znotraj narodno-osvobodilnega gibanja. To je povzročilo sumničenja za vsako malenkost in v takih okoliščinah je lahko bil sumljiv že vsakdo. Lahko si mislimo, kako usodne posledice je imelo tako pismo. Do povsem identičnih dogodkov z Gorenjskimi je prišlo po kapitulaciji Italije tudi na območju 4. operativne cone. Ti dogodki so torej znani kot pohorska afera. Od splošnih slovenskih razmer preide avtor v tem razdelku na Štajersko. Krvavi izpadi partizanov so tu imeli že svojo tradicijo v delovanju Štajerskega bataljona spomladi in poleti 1942. In ni slučaj, da sta bila njegov poveljnik in politični komisar Rudi Knez Silas in Boris Čižmek-Bor pozneje med glavnimi akterji pohorske afere. Mimogrede bi povedal, tudi sam poznam veliko konkretnih primerov iz zgornjega dela Mežiške, Mislinjske in Šaleške doline.
ko so partizani vsakemu, ki je kakorkoli sodeloval z okupacijsko oblastjo, požgali domačijo in nekatere med njimi tudi ustrelili. Take postopke je kritiziral Pavle Žavcer Matjaž, torej predvojni komunist in prvoborec, ki je jeseni 42 prišel na to območje kot okrožni partijski aktivist. Sam je pripovedoval, koliko časa in energije je moral vložiti, da je popravil politično škodo, ki so jo ta dejanja povzročila med sicer narodno zelo zavednim prebivalstvom. Nemški okupator je namreč pod prisilo razdeljeval ljudem določene funkcije v svojem aparatu, predvsem pri Koroški ljudski zvezi. In mnogi so jih sprejeli, saj jim ni preostalo drugega. Poleg tega so bili prepričani, da se bodo na tak način izognili izgonu. Vsega tega imenovana dva seveda nista upoštevala. In kakor sta slišala, da je kdo, ki je kak bloklajter ali pa celenlajter, kar požgimo mu domačijo, pa še njega so tudi ustrelili. Takih primerov sem jaz to tudi proučeval za zgornji del Mežiške doline. So zelo dobro dokumentirani in človek se prav zgrozi, ko bereš recimo tudi orožniška poročila, ki so seveda zelo izčrpna o tem, kako je to izgledalo. Likvidacije za vsako malenkost pa sta izvajala tudi v svoji enoti. Ja, tam tudi Franz Zalaznik, Leon, v svoji knjigi Dolga in težka pot, to navaja en primer, kako je kaznoval enega 15-letnega pova, ki je malo preveč pojedel. En košček kruha preveč. Ampak Zalaznik to upravičuje, češ, da so pač morali. Ne vem, a je to bilo res treba tako. Likvidacije za vsako malenkost, ja, to sem povedal, ne nazadnje je knez pozneje, ko je bil že načelnik pokrajinske komisije VOS za severno Slovenijo, likvidiral celo svojega brata, Poldeta kneza, ki je bil sicer partijski sekretar za Trboveljsko okrožje oziroma kraj, pa so ga gestapovci dobili in ga prisilili, da je potem podpisal sodelovanje, še prej pa vse izdal, seveda so ga mučili. Ne nazadnje, ja, to, ker je jeseni 42 prišla na to območje druga grupa odredov, ki je med pohodom čez Gorenjsko tudi sama opravila veliko neupravičenih likvidacij, ni prišlo do kritike njunih ravnanj, se pravi kneza in Čižmeka, ampak do odobravanja, saj so ju imeli za najbolj zaslužna, da so se maloštevilni partizani na Štajerskem dotlej sploh ohranili. Ker o upravičenosti likvidacij niso dvomili, je tako glavni kriterij uspešnosti osvobodilnega gibanja bilo tudi število likvidacij, ki jih je neka enota izvedla. O tolikšno navdušenje nad njima. Že omenjenemu aktivistu Žavcerju je takratni politični komisar druge grupe odredov, pozneje 4. operativne cone Dušan Kveder Tomaž, v posebnem pismu naročal, kako naj prodirajo na Koroško. Med drugim tudi takole, citiram, na Koroškem mora še ta mesec teči nemška kri. Pobijajte denunciante, kažite se čim več prebivalstvu, da bo ves svet vedel, da ima tudi Koroška partizane. Torej, samo čim več denunciantov pobiti, pri tem ni pomembno, ali je dotični zares kriv, ali je nekoliko manj kriv, ali pa celo nedolžen. Prav Kveder je bil tudi avtor tega kodeksa o prepoznavanju vohunov v partizanskih vrstah. Drugo središče številnih neupravičenih likvidacij se je oblikovalo v Kamniško-Savinskem bataljonu spomladi 43. In tudi tu ni slučaj, da je pomembno vlogo v pohorski aferi igral prav takratni politični komisar bataljona, kdo drug kot Mitja Ribičič Ciril. Likvidacije so tu zavzele tolikšen obseg, da je moral intervenirati celo štab 4. operativne cone in jih malo okregati zaradi tega. Od splošnih razmer na območju cone se avtor na to osredini na dogajanje na Pohorju leta 1943, nastanek novih enot po padcu 1. pohorskega bataljona 8. januarja 1943, posebno od jeseni 1943 dalje, ko je po odhodu glavnine partizanov z območja cone na Dolenjsko ob pričakovani kapitulaciji Italije tudi na Pohorju ostala majhna terenska četa, v katero se je zateklo veliko
pobeglih prisilnih delavcev, dezerterjev iz nemške vojske in tistih, ki so imeli pozive za njo. Zaradi neurejenih razmer v njej pa so začeli z nje tudi množično bežati. Nekateri ubežniki so se javili Gestapu in svojimi, pa sem že izčrpal, bo kmalu, ja. Torej, mnogi so se javili Gestapu in svojimi obširnimi izpovedmi povzročili obsežne vdore Gestapa v nastajajočo mrežo Osvobodilne fronte. V tej enoti pa se že pojavi kot pomembna osebnost Aleksandar Vojinovič Vojin, porodov Srb, partizanov začetka vstaje, pozneje zajet in poslan v nemško delovno taborišče blizu Dunaja, odkoder mu je po tretjem poskusu uspelo pobegniti in priti do Pohoja, kjer je zaradi pomankanja kadra po odhodu glavnine partizanov takoj postal politični komisar oziroma pozneje namestnik političnega komisarja, kar je bila partijska funkcija. Že v topličkem partizanskem odredu v Srbiji je opravljal funkcijo tako imenovanega izslednika. In v tej vlogi, kot je v povojni preiskavi sam priznal, opravil nešteto čiščenj sovražnih vrinjencev v enoti in na terenu. Pogled na nje, na te vrinjence, kot pravi, se mu je izostril posebej po svojem zajetju in v ujetništvu, zaradi česar je vztrajal na tem, da direktivo budnosti in čiščenja popolnoma izvede tudi v brigadi, torej s tem je mislil Zidančkovo ali Pohorsko brigado, ki so jo ustanovili 8. januarja 1944, točno na prvo obletnico padca bataljona, in sicer iz Pohorskega odreda in iz enega bataljona koroških partizanov. Kot član varnostne službe je bil Vojinovič seveda preverjen komunist, kar pomeni, da so lastnosti, kakršne so odlikovale takratne komuniste, zanj še posebej veljale. Mednje spada sprejemanje ukazov z vrha kot verskih dogem ter črno-beli pogled na svet, kar pomeni, da so bili vsi, ki takega pogleda niso sprejemali, takoj spoznani za sovražnike naroda. Kot neslovenec tudi ni poznal tukajšnjih razmer, torej tukajšnje partijske linije, ki je za razliko od tiste, ki jo je poznal iz svojega prvotnega okolja, gradila na osvobodilni fronti. Deloval je torej popolnoma po partijski liniji in kot tak bil nestrpen do vernih ljudi in tudi ni mogel razumeti pogleda tukajšnjih ljudi do Nemcev, ki so, torej tukajšnji ljudje, zlasti tu v najbolj revnih krajih, so Nemce po eni strani sovražili zaradi raznarodovanja, po drugi strani pa so jih tudi občudovali zaradi njihovih tehničnih podvigov in delovne discipline. No, podobno tudi nemški mobiliziranci, ko so dezertirali in pobegnili k partizanom, so tam seveda pripovedovali o nemški vojski tudi z občudovanjem, kakšna disciplina tam vlada in tako naprej. In jim, rekel, to partizansko življenje, ki ni bilo tako, bi rekel, navajeno take discipline, jim ni odgovarjalo. Naravnost čakal je na priložnost, da bo lahko odkril vrinjence in se tako izkazal. Priložnost se mu je pokazala o prihodu funkcionarjev 4. operativne cone in pokrajinske komisije VOS konec decembra 1943 oziroma začetku januarja 1944. V 4. najbolj obsežnem delu se avtor izčrpno ukvarja z pohorsko afero samo. Opisovati na tem mestu vse dogodke bi bilo prepodrobno in bi trajalo predolgo. Do sumničenj in streljanja je prišlo že septembra 1943 na Moravškem, ko je rudi knez Silas, načelnik pokrajinske komisije VOS, pod vtisom, ki ga je dobil na Dolenjskem na sestanku 21. septembra, odkril vendar ne plavo, ampak belo gardo. Kmalu so pod vtisom tega, kar sta slišala na Moravškem dva bivša funkcionarja Pohorskega bataljona in s to novico kmalu prišla tudi na Pohorje, prve vrinjence odkrili tudi v pohorski enoti. Šlo je za enega Majerja in Vraberja, ki sta prišla iz Cankarjeve brigade, pa po neki zaviti poti in tako naprej, pa se neke njune izpovedi niso popolnoma ujemale in sta bila potem ustreljena. No pa še prej en Jankovič, en bivši četnik, Srb pač. Novice o tem
novica o tem se je kakor dim razširila tudi v drugi koroški bataljon, kjer so prav tako odkrili prvega in nato s pomočjo kneza, ki je ravno kar prišel na Koroško, še drugega osumljenca. Nato se je ta novica vrnila nazaj na Pohorje, kjer so odkrivali nove in nove osumljence, nato pozneje spet v koroškem bataljonu, kjer odkrijajo dva nova osumljenca, Štefan Raduha pa Grega pa Jakob Farkaš. Večinoma so izvirali iz območja Slovenskih Goric in Prlekije, kjer je razvijal svojo dejavnost četniški vodja Jože Melahr Zmagoslav, ki pa je bil takrat svojo organizacijo šele na začetku. Vsi so pod pritiskom mučen, pretepanj in sugeriranja izjav priznavali vse, celo nemogoče stvari. Tudi to, da so se sestajali z majorjem Karlom Novakom, ki je bil v resnici takrat že v Rimu. Z dogajanji sta bila sproti seznanjena tudi pokrajinski komite Komunistične partije za Severno Slovenijo in štab 4. operativne cone, ki sta se nazadnje vključila v kampanjo z izdajo posebne brošure in propagandnih spisov. Ker so osumljenci prihajali z območja, kjer sta kot aktivista delovala Ivan Nemec Vojko in Dušan Špindler Špiro, je sum o plavogardističnem delovanju začel padati tudi na nju. Zlasti, ker se na pozive pokrajinskega komiteja, ki je bil na Moravškem torej daleč od dogajanja in tudi sam razmer v vzhodnem delu svojega območja ni dobro poznal, nista odzivala. Nazadnje se je v reševanje vprašanja Vrinjence vključil štab 4. operativne cone, posebej politični komisar Ribičič in njegov namestnik Čižmek, ki so se odpravili na Koroško in na Pohorje, torej to je bila ena skupina njih 20 partizanov, vsega skupaj z zaščitniki vred. Deloma tudi zaradi ustanavljanja brigade. Po nekaterih posamičnih odkritjih in likvidacijah je nato prišlo 4. januarja na Urbančevi domačiji na Lehno do procesa proti 8 osumljencem, 8 ali 9 osumljencem. Deloma je šlo za tiste partizane v pohorskem odredu, ki jih je že prej sumil Vojinovič, deloma pa so med obtožence vključili tudi skupino partizanov iz Prlekije, ki je pravkar prispela na Pohorje, da bi se priključila partizanom. Na način, na katerega so bili navajeni, so jih prisilili k priznanju. Domnevno sta dva umrla že med zasliševanjem, nekateri so bili postreljeni po preplahu, ki je nastal ob novici, da se približuje okupatorjeva kolona, dva sta pa uspela pobegniti. Mrtve so nato po prenehanju preplaha odvleknjene na skedenj ter vse skupaj skednjem vred sežgali. S tem pa sumničeni in neupravičenih likvidacij tako na terenu kot v pohorski brigadi še ni bilo konec, nasprotno. Šele sedaj je prišlo do prave paranoje pred delovanjem Plave garde, ki so jo štajerski pokrajinski forumi razširjali po celotnem teritoriju pod njihovo pristojnostjo. V popolnem soglasju z njimi so se likvidacije izvrševale v vseh enotah, tudi v Zidanškovi brigadi, na štabu cone in na zvezah, po katerih so novinci prihajali v partizane. Likvidacija 7 osumljencev se je zgodila tudi v 14. diviziji. To je en dogodek, s katerim sem se tudi jaz sam že srečal že v otroških letih na osnovi pripovedovanja. Tudi v 14. diviziji po njenem prihodu na Štajersko. Psihoza v Vrinjencih pa je vanjo prišla po srečanju z funkcionarji Zidanškove brigade. Posledica po pohorske afere je bila tudi prekinitev stikov med Pohorjem in mariborsko organizacijo odpora, zaradi česar so novo mobilizirane v omejenem obsegu pošiljali na Gorensko, nato so ustanovili svojo enoto, Lacko očeto oziroma Lacko bataljon. Ta enota pa je, ker ni bila pod pravim vojaškim poveljstvom, tudi doživljala hude notranje pretrese, ker sta se omenjena, dokler se ni potem vključila v sistem partizanske vojske 4. operativne cone. Ker sta se omenjena aktivista Nemec in Špindler, ko sta zvedela, da ju nameravajo usmrtiti, pritožila na centralni komite in so se za njo zavzeli pomembni pripadniki osvobodilnega gibanja, je centralni komite prisluhnil pritožbam in 16.2. prekinil gonjo proti plavogardistom in prepovedal usmrtitev omenjenih 2 funkcionarjev. 3. marca je centralni komite sklenil imenovati nov pokrajinski komite za Štajersko, glavni štab pa je ostro prepovedal nadaljne usmrtitve tako imenovanih plavogardistov. To, da prednje povelje prišlo v štab Zidanškove brigade, sta bila še ustreljena poveljnik čete in vodnik.
Prišlo je tudi do zamenjav funkcionarjev v brigadi in pokrajinskem komiteju, tudi do izključitev iz partije, ki pa so bile le kratkotrajne, saj so bili izključenci ponovno sprejeti in poslani na druge, celo enako pomembne, pa še celo bolj pomembne funkcije. Avtor v tem primeru pravilno ugotavlja, da so bile tako mile kazni odgovornih za pohorsko afero v dejstvu, da so bile množične likvidacije v načrtu Komunistične partije Slovenije in so se na nje tudi pripravljali, vendar je centralni komitej ugotovil, da so se v tem primeru pač dogajale na napačnem kraju ob nepravem času, likvidirani pa so bili ljudje, ki jih ni bilo mogoče uvrščati med razredne nasprotnike. Avtor nam v svojem delu zelo jasno nakaže in opiše sam potek afere po vseh fazah, iz katerega lahko izluščimo tudi lestvico odgovornih. V nasprotju z že omenjeno udbovsko ekspertizo, narejeno po vojni in zaključeno leta 1951, za katero pravilno ugotovi, in tudi moje mnenje je točno tako, da je narejena zelo površno in mnogih dogodkov in tudi vloge posameznikov ne razkriva, avtor zelo jasno govori tudi o posameznih akterjih in njihovi odgovornosti. Pri tem jih ne obsoja, ampak se skuša vživeti v njihov duhovni svet in v situacijo, v kateri so delovali. Neurejenost družbenih razmer in vzgojenost pa vendarle ne moreta upravičiti njihovih slabih dejanj ali bolje rečeno zločinov. Kljub prepričanju o plemenitosti ciljev, za katere se borijo, in plemenitosti svojega poslanstva, s tem tudi prepričanju o lastni plemenitosti, je ravno pohorska afera naplavila na dan tudi njihove povsem človeške slabosti. V odkrivanju domnevnih vrinjencev in njihovem uničevanju so videli možnost za lasten vzpon. Preko trupel svojih tovarišov so delali kariero, afera jim je dala tudi možnost iznebiti se svojih konkurentov tudi na povsem zasebnem oziroma osebnem področju. Posamezniki, ki so igrali pomembno vlogo v omenjeni ekspertizi, sploh niso omenjeni, ker so v času njenega nastajanja pač igrali pomembno družbeno in politično vlogo. Navedena je glavna vloga Vojinovića, za katerega tudi avtorji ekspertize ne skoparijo z nelepimi besedami, čeprav je bil potem proglašen za narodnega heroja. A na koncu njegovo vlogo vendarle zavijajo meglo, na koncu, ko povejo, še vedno pa je neugotovljeno oziroma nerazkrita vloga Vojinovića in Hrovata. Bolj vprašljiv je sloves, ki ga je užival Bogdan Hrovast ali Puklasti Miha. Koliko sam poznam to dogajanje, že kakih 30 let je, kar sem prvi slišal za ta dogajanja, pa to ime. Torej se ga vsi spominjajo z grozo in omenjajo samo njega kot krivca vsega zla, kar je zelo zanimivo, ne? Nikogar drugega. Čeprav dejstva govorijo drugače. Ljudje ne omenjajo ne Ribičiča, ne Tlakerja, ne Kneza, ne Čižmeka, ampak vsi z grozo govorijo samo o Puklastem Mihanu. Do procesa pri Urbancu, vključno z njim, s tem procesom, on sam ni igral nobene pomembnejše vloge, bil je sekretar Skoja v odredu. Vlogo je dobil šele ob ustanovitvi brigade, ko je postal vodja brigadne protiobveščevalne službe. Za vlogo drugih najbrž mnogi niti ne vedo, njega pa so si zapomnili po značilni telesni hibi, zaradi katere je bil zaznamovan s kompleksi, ki jih je nato izživljal, čim je dobil priložnost za to. O poveljniku brigade Čižmeku pa pravijo, da ga je ščitil, pravijo določena pričevanja borcev, ki so tam bili, da ga je ščitil pri njegovih dejanjih. To, da poročila vendarle govorijo drugače tudi o Čižmeku in o drugih članih štaba brigade, ki da so se obnašali vojvodsko, terorizirali tudi civilno prebivalstvo in da se je že med vojno razmišljalo o sodnem procesu proti tem pohorskim vojvodam, a do njega ni nikoli prišlo. Žrtve pohorske afere, čeprav obžalovanja vredne, so bile vendarle bolj malo številne kot žrtve podobnih ekscesov v drugih predelih Slovenije, zlasti pa v primerjavi z povojnimi poboji. Sumničenja, nenehna iskanja notranjih sovražnikov pa so bila seveda sestavni del tega povojnega sistema, pri čemer so pomembno vlogo igrali tudi nekateri glavni akterji pohorske afere, ki so postali pomembni funkcionarji v tem povojnem sistemu. V maniri tega sistema, ki se je sam razglašal za najbolj humanega in seveda takih, bi rekel,
grdih stvari, da tako rečem, se pač ni smelo priznati. Je bilo tudi skrivanje lastnih napak in zločinov. Marsikaj od tega je začelo prihajati na dan šele po demokratičnih spremembah, tudi že večkrat omenjena ta ekspertiza o pohorski aferi, ki je skoraj do teh demokratičnih sprememb v Sloveniji bila skrbno zaklenjena v arhivu. Mislim, da je Mirko Fajdiga v knjigi Pohorski partizani 43 je bil prvi, ki jo je smel uporabiti 1985. Na koncu samo še iskrene čestitke mlademu avtorju z željo po še nadaljnih podobnih uspehih na strokovnem področju. Vam pa se zahvaljujem za potrpežljivost.